Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci. Lep pozdrav na 11. SBC webinarju, tokrat na temo, kako v času koronavirusa obvladati lastne skrbi in s tem doseči spremembe pri zaposlenih. Zahtevne in hitro spreminjajoče okoliščine ter nejasna prihodnost vsakemu človeku spremenijo razpoloženjska stanja. To velja tako za vodilne in zaposlene v podjetjih, ki jim gre bolje, kot v podjetjih, ki jim gre slabše. V tem letu se je veliko stvari obrnilo na glavo in veliko podjetnikov je postavljeno v popolnoma drugačno situacijo. Prav vsem se dogajata najmanj dva učinka, ki jo bomo osvetlili na predavanju. Povečanje zaskrbljenosti in skrbi ter povečanje razmišljanja o potrebnih spremembah. V času koronavirusa, ko skrbim in negotovim razmeram ni videti konca, se še posebej podjetniki, ki ste odgovorni tudi za prihodnost svojih zaposlenih, soočate s pomembnimi vprašanji, kot so: koliko skrbi koristijo moje učinkovitosti in koliko so mi že škodile? Kako zaskrbljenost vpliva na moje vodenje ekipe oziroma podjetja? Kako naj obvladam povečano količino skrbi? Zakaj kljub zavedanju ne naredimo potrebnih sprememb? Kako voditi ljudi, ki se prepočasi premikajo proti spremembam, ter kako jih pripraviti, da bi naredili prepotrebne spremembe pri svojem delu. Danes nam bo predaval športni psiholog magister Aleš Viščič, ki je bil več kot 20 let tesen svetovalec preko 150 slovenskim vrhunskim športnikom in trenerjem na njihovi poti do boljših rezultatov. Zdaj kot poslovni psiholog svetuje podjetnikom, menedžerjem in drugim ključnim kadrom v podjetjih z istim poslanstvom. Webinar bo moderirala Saša Pipan. Veseli smo, da se je na 11. SBC webinar prijavilo več kot 60 slušateljev, saj se trenutno skrbi kar kopičijo in je zelo koristno, če vemo, kako jih obvladovati in s tem posledično tudi pozitivno vplivati na zaposlene oziroma na ostale sodelavce. Webinar bo potekal tako, da bomo najprej poslušali prvi del predavanja, izvedli prvi del vprašanj in nato sledi drugi del predavanja in drugi del vprašanj. Vprašanja Zginil je zvok. Vsaj meni. Ne vem, kako ostalim. Ja, pozdravljam, tudi meni je zginil zvok, Saša, lahko mogoče. Ja, nekdo me je dal na mute. Zdaj te poslišimo, hvala, kar da bil. Okay. Torej, vprašanje je najbolje, da zastavite tako, da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise Your Hand, ki je tretja ikona. Ko vam predam besedo, prosim, vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite vprašanje. Takšen način zastavljanja vprašanja je za predavatelja najboljši. Lahko pa tudi zastavite vprašanje v pogovoru, torej v chatu, ki je druga ikona, med predavanjem in na koncu, ko bo čas za vprašanja. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek SBC webinarja, prezentacijo in kontakt predavatelja za morebitna kasnejša vprašanja. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam besedo gospodu Alešu Vičiču. Gospod Aleš Vičič, beseda je vaša. Dober dan, najlepša hvala za besedo. Ena kratka preverba, a se me sliši, a se me vidi? Oboje, se vas vidi in sliši. Kar izvolite. Dober dan, hvala lepa SBC-ju za povabilo. Torej, moje ime je Aleš Vičič, bil sem več kot 20 let svetovalec, intimni svetovalec ogromno slovenskih vrhunskim športnikom. Približno 2 leti nazaj sem se pa odločil spremeniti kariero in danes pomagam podjetnikom takšnim, kot ste vi, pri vseh ups and downs, ki jih podjetništvo samo ali pa še trenutna situacija pravzaprav povzroča v vaših podjetjih in v zasebnosti. Danes bomo govorili o dveh pomembnih zadevah, ki se pravzaprav obe pojavljajo
pri spremembah, ki so pred nami. Prvi del bomo govorili o skrbeh. Bomo šli bolj na situacijo, predvsem kako voditi sebe, v drugem delu bomo govorili o spremembah pri drugih, pri vaših zaposlenih, pri vaših vodenih, kako njih voditi. Tako da, tako kot je kolegica tudi rekla, približno vprašanja malo na en del, pa malo na drugi del. Jaz sem več kot 20 let v športu pravzaprav se neprestano srečeval z zelo podobnim primerom v ozadju, v psihološkem primeru. In verjetno ste ga večkrat, ko ste gledali te naše vrhunske športnike, pa nekako nas v ozadju, ki se matramo za to, da bi vrhunske rezultate dosegli, spremljal približno isti scenarij pri mnogih, skoraj da pri večini od njih. Pride, rečemo mu, na primer, da je to smučar, lahko bi se pa to zgodilo ali košarkarju, ali fuzbalerju, ali smučarskemu skakalcu, komorkoli. Na prvo tekmo v sezoni pride v cilj, ima občutek, da je dal vse od sebe, z nekim dobrim občutkom je stal na štartu, da je celo pripravljalno obdobje vseh enih 6 mesecev, 7 treniral dobro, kvalitetno, dajo maksimum tudi prej z vsem odrekanjem, blazno, močno motivacijo. Pride v cilj in naenkrat je 2 sekundi zadaj. In mu ni jasno, kako, pa saj sem dal vse, pa sem naredil maksimum. V parih sekundah se mu zavrti celoten film pripravljalnega obdobja, a je bilo kaj narobe, a sem naredil kaj premalo. Lani sem se uvrščal med 10, bil pol sekunde vzadaj, zdaj sem komaj 25, mogoče celo 30 ali več. V čem je fora, kaj je narobe? Hkrati pa seveda z občutkom, pa dobro, saj sem naredil vse, kar znam. Kaj se je zgodilo? Najverjetneje se je zgodila sprememba zunaj njega, zunaj okoliščin. Preprosto, konkurenca je nekaj pogruntala, nekaj je delala drugače in je pač konkurenca boljša. Nekaj, we missed something. Kaj se zgodi v naslednjih 2 tekmah? Aha, gremo nazaj trenirati. Imamo še 1 mesec do naslednje tekme ali pa 14 dni in večina športnikov reagira, ok, zdaj sem pa še malo bolj potrudil, zdaj bom še malo bolj fajtal, zdaj bom probal to pa to pa to pa to pa to pa še to spremeniti. 14 dni, 3 tedne do naslednje tekme in ko bo prišla naslednja tekma, bom šel še bolj na fajt in še bolj napadel. To je spontan odziv, ki ga imajo, kot da bi rekel, vrhunski športniki skorda v genih. Aha, treba se je boriti, če je nekaj narobe, če nekaj ni ok, se je treba boriti in grejo na fajt, po domače povedano. Seveda, kaj se zgodi, da v tem fajtu naredi več napak. Pa ona vratca, pa tista vratca, pa tam skoraj pojaha, pa tam skoraj obstopi, pa tam je nizko. In na koncu pride dol z istimi 2 sekundami zaostanka. Imel je sicer dober občutek, da se je bolj boril, ampak ve v ozadju, da je tudi zaradi tega naredil več napak. In v prvi in drugi tekmi kasneje po tej uvodni. Kaj zdaj? Nekako se v glavi začne odvijati, ok, daj, umiri se malo, to nekaj ne v redu, pazi, daj, kaj če bi drugič bolj pazil. Toh napak pa vseeno ne more biti. Dajmo probaj, isto borbo si reče samemu sebi in na 4., 5. tekmi z neko približno isto borbo, ampak podzavestno si tudi reče, daj malo pazi, bejš malo bolj naokrog, da ne boš spet istih napak delal. In kada bi malo se odmaknil od nečesa, da ne bi slučajno bilo toliko napak, ko je bilo prejšnje. Ampak seveda prije dol brez napak, zadovoljen, da zdaj napak ni bilo, ampak spet imamo slab rezultat. Spet je iste 2 sekundi zadaj. Takrat je še večji vprašaj v glavi in se na naslednjih tekmah zgodi freeze. Freeze pa pomeni, glej, jaz moram hkrati napadati, pa hkrati moram paziti, da ne bom naredil napak in ti 2 sporočili v glavi mu data vedeti, da je bolj natančno, bolj pa blizu, bolj pazljivo, bolj natančno, pa vseeno v nekem fajtu. In to seveda zgleda zakrčeno. Ne tekoče, ne mehko. In vsi trenerji pravijo, to tudi nikamor ne gre. Sej pazi na to, pa pazi na ono. Ampak kada je nekako zamrznen, kada ne steče. V smučanju rečejo, aha, smučka ne steče. V tenisu rečejo, ne spusti loparja.
V košarki rečejo, nesproščeno vrže, čeprav vrže na koš. V nogometu rečejo, žoga kar ne gre od noge in tako naprej. Kaj se zgodi pravzaprav? Pravzaprav isti scenarij z približno istim psihološkim ozadjem, ki vam ga danes skušam razložiti. Najprej so se spremenile okoliščine, na katere najverjetneje naš smučar ni bil pripravljen. Te okoliščine so spremenile psihološko stanje. Najverjetneje, o tem bomo danes govorili, se je povečala zaskrbljenost in neki ozadji zelo skrit strah. Zato, ker se je to psihološko stanje spremenilo, nezavedno deloval drugače. Smučal drugače, na koš metal drugače, tenis igral drugače, plezal drugače in tako naprej. Kdorkoli je že pač ta športnik. Najverjetneje v vse te tri smeri, o katerih sem prej predstavil. In zato, ker je nezavedno, nehote deloval drugače, zaradi spremenjenega psihološkega stanja, so seveda tudi rezultati drugačni. Žal slabši. To je scenarij, ki sem ga milijonkrat videl v prejšnjih 20 letih in tudi zdaj ga videvam, ko sem v poslovnem svetu. Vendar to je scenarij, ki približno ima v ozadju nekaj takega, kar sem namenoma na čist malo napisal. Zato, da komaj vidite. Zaradi tega, ker je tudi v realnosti tako, da te nezavedne minimalne spremembe komaj opazimo. Mi in ljudje okrog nas. Ta trener reče, pa saj nič ni tako hudega, ko ga gledam, samo nekaj manjka. Športnik reče, pa saj meni se zdi skoraj vse isto, samo ne vem čisto dobro, kaj je. In te minimalne, komaj opazne spremembe tudi vplivajo na rezultat. Sploh pa vplivajo na rezultat v zgoščeni mednarodni vrhunski konkurenci. Podobni situaciji, kot jo imate tudi vi. Zato, ker majhne spremembe v delovanju lahko prinesejo tudi velike spremembe v rezultatih. In zato je pravzaprav ves čas moje delo potekalo in tudi danes, da pravzaprav skušam trekati, skušam opaziti za mojimi klienti te minimalne, komaj opazne spremembe, da vidimo, kaj deluje na spremembo rezultatov, kaj je tisto v ozadju in psihološkem stanju in v delovanju, da to lahko bolj spremenimo. In probajmo pogledati podoben primer sam iz poslovnega sveta, kjer se je približno isto dogajalo, morda tudi marsikomu izmed vas, ampak en primer je pa tako tipičen, ki sem ga tudi v poslovnem svetu večkrat videl in seveda reševal. Prodajnik opazi, da je prišel marc in da je prišel COVID-19 in v prvi fazi je rekel, shit, nam pa lahko zdaj prodaja pade, to nam zdaj grozi. Kaj, če bi mi B2B prodajo zdaj kar ful več mailov začeli pošiljati na vse bonže naše stranke, kogarkoli smo videli in dajmo malo zaostriti te maile v smislu, glej, vi nujno rabite naš produkt, mi vam vse rešimo, ni noben problem. Ja, nek podoben scenarij, ko smo ga prej videli pri našem smučarju. Seveda, ta pretiran fight odziv povzroči to, da stranke so imele pa svoje skrbi in so seveda bili jezni na te maile in imeli kar nek odpor, pa ne, pustite nas na miru, počakajte, da se konsolidiramo, ne nam zdaj nadaljevati s tem, saj vemo, sodelovali smo prej, bomo tudi še, ampak daj, da se mi najprej umirimo pa konsolidiramo, ne nam tako nadaljevati, prosim, lepo, gotovo, ali pa sploh odziva ni bilo. Ja, pa neka jeza v ozadju in odpor do strank. To je bil rezultat pretiranega fajta, v katerega je ta naš prodajnik šel. Ja? Pol je v drugi fazi šel v fly. Ok, čakaj, to je bilo pa malo too much. Bejt bolj naokrog, bi rekel smučar. Pazi malo, to je bilo too much. Kar pomeni, kaj se je dejansko zgodilo, da 14 dni pač ni bilo nič pol. Nobenega odziva. In ta rezultat tega odziva je bilo tudi, da pač počasi izgubljal stike s strankami. Pol pa rekel, gled, če to pa tudi ni ok, dajmo iti na friz, kar pa to pomeni, dajmo malo več napisati v mailu, dajmo se malo opravičiti, dajmo iti malo bolj naokrog, dajmo malo bolj okolišiti v prodajnih mailih in tako naprej. Spet neke vrste friz in celoten ta scenarij je žal step by step povzročil, da so partnerji
poslovni partnerji izgubljali malo potrpljenje in rekli, čakaj malo, kaj pa je zdaj to na drugi strani? Podoben scenarij kot prej, okoliščine spremenijo psihološko stanje, v malo pretirano zaskrbljenost, malo pretira strah, razumljiv človeški odziv in seveda do neke mere spremenilo tudi delovanja, katerega se naš vodja prodaje tudi ni zavedal, tako kot on smučar ne. In to je pripeljalo do slabših rezultatov. V principu relativno malo, komaj opazno, pa vendar. Ko sem zdaj skozi ene 3 faze opazoval v poslovnem svetu, ja, spremenile so se okoliščine, marca je prišel ta čudni COVID, zdaj so se še enkrat spremenile okoliščine, oktobra je prišel pa gospodarski upad, mogoče bojo se še enkrat spremenile okoliščine leta 2021, bog ve, ampak ne glede na to, kar je bilo s COVIDom, in general je tako v vrhunskem športu kot v poslu, da se okoliščine neprestano spreminjajo. In to je na nek način normalno, da imamo notranji odziv ob tem, ker smo ljudje in imajo človeški odziv, da je neka čustvena spremenjenost, neko razpoloženje v nas se spreminja, tudi če je tako, kot sem prej rekel, minimalno. Kaj opazujem v podjetjih, da smo videli neke 3 tipe. Ja, ena imajo zaradi teh spremenjenih okoliščin neverjetno rast, ker so pač, ne vem, potreba po nekih dobrinah se je povečala, potreba po drugih dobrinah, kot so na primer v gostinstvu, v turizmu, se je v mnogo pomanjšala. Kakorkoli, in eni in drugi imajo skrbi, imate skrbi. Eni bolj sladke, eni bolj kisle, če rečem malo po domače. Pri ogromno podjetjih se pa je zgodil scenarij, da doživljate ta spremenjena nihanja okoliščin, kar pomeni, da je lahko iz dneva v dan drugače, iz tedna teden drugače. Imamo sladke skrbi, zdaj nam pa gre na bolje, kaj bomo zdaj naredili, rabimo, ne vem, več ljudi, več resursov, kako se bomo organizirali, ali pa down, pa imamo kisle skrbi, kako bomo pa rešili barko in tako naprej. Kakorkoli, če gremo v osnove, so to vse skrbi in neke osnove, pravzaprav so tukaj iste. In ko sva z Goranom razmišljala, katero temo tukaj dati, smo rekli, kljub temu, da so podjetja različna, rečemo temu, da je ena psiholoških tem, ki pa je vzporedna, je pa to, da se skrbi in strah pravzaprav poveča. Če ste me že opazili, pravzaprav simultano uporabljam besedo skrbi in strah. Do neke mere korektno, do neke mere pa ne. Pred sabo imate intenziteto osnovnega čustva, ki mu rečemo strah. Mi ljudje imamo par osnovnih čustev, kot so strah, jeza, žalost, veselje in še enih par. Na področju osnovnega čustva, ki mu rečemo strah, imamo v slovenščini ogromno enih izrazov, ki pa v ozadju kažejo na intenziteto, torej moč tega strahu. Začne se z zelo blagim presenečenjem, malo manj blagim, pa še vedno blagim nelagodjem, neko skrito zaskrbljenost, malo bolj, pa ne še čist jasne skrbi in tako naprej, do takrat, ko smo resno življenjsko ogroženi in nas je v tistem trenutku zapopade strah na intenziteti 10 ali pa 100, če hočete, ki mu rečemo groza in ga blazno čutimo. Ta intenziteta je pomembna zaradi tega, ker moramo videti neko distinkcijo, da na nek način v minimalnem smislu mi reagiramo približno isto, če nas je panika in groza, ali pa če smo samo malo zaskrbljeni. Samo to je treba opaziti. To, kar sem v 20 letih izkušenj videl, da športniki teh minimalnih intenzitet ne opazijo zares, zato ker jih ne čutijo. Ali jih pa čutijo tako minimalno, da jih ignorirajo. Vendar to ne pomeni, da se spremembe v samih dejanjih in v samih rezultatih ne zgodijo. Lahko se. In rečemo, strah je osnovno bazično čustvo. To je res. Zaskrbljenost, skrbi je pa oblika strahu, ki je relativno nizke intenzitete. Pa vseeno na nas nekako deluje. Ja? Kdaj nastane strah in zaskrbljenost? Zdaj bom malo simultano to uporabljal, ko ocenimo, da je nekaj pomembnega ogroženo, ocenimo neko nevarnost. Danes ne bomo govorili o stresu,
ampak velikokrat je strah prisoten tudi seveda v stresu, pa seveda neka druga čustva tudi zraven. Jaz bom se bolj v skrbi in strah usmeril, ravno zaradi tega, ker je pri spremembah to dostikrat prvi odziv, ki ga nekako tudi malo spregledamo in dostikrat ne čutimo. Seveda moramo razumeti, da ima strah in skrbi imajo neko funkcionalnost, imajo neko težo, imajo neko korist za naše prebivanje. Opozarjajo nas na nevarnosti, mobilizirajo fokus, mobilizirajo energijo, zato da začnemo reševati. Danes bomo malo več mogoče o nefunkcionalnosti govorili, zato da vidimo, kako priti do rešitev. Ampak kljub temu, vsemu, kar je tu napisano, bi pa probal, da razumemo nek malo drugačen pogled na strah. In seveda tudi na jezo, odpor, razočaranje in druga, popularno rečeno negativna čustva. Jaz trdim vsem športnikom in tudi poslovnežem skušam dopovedati, da strah ni negativno čustvo. Zakaj ne? Zato, ker ima neko funkcijo, ki sem jo prej omenil. Opozarja nas na nevarnost. Če je nevarnost realna, pol hvala Bogu, da imamo strah in skrbi. Bomo lahko zamenjali naše vedenje, bomo lahko reagirali. In zato mu ne smemo reči negativno. Seveda, če nam povzroča nefunkcionalnost in neko škodo, potem lahko rečemo, da v tistem trenutku nam škodi. To pa ne pomeni, da osnovna emocija sama je pozitivna in negativna. In če bi imel to moč, bi verjetno v splošnem pogovoru z ljudmi ali pa to, da bi nasplošno začeli uporabljati prijetna in neprijetna čustva, ne pa pozitivna in negativna čustva. Ker če govorimo o pozitivnih in negativnih, potem pozabimo, da tudi neprijetna čustva, kot so strah, jeza, odpor, imajo včasih zelo koristno funkcijo za nas. In v športu, in ne samo športu, poznamo to logiko, da če je strahu in skrbi preveč, potem nam učinkovitost upade. Če jih je premalo, potem tudi mogoče strah in učinkovitost ni dovolj visoka. Športniki večkrat rečejo, malo treme rabiš za to, da si boljši. Poslovneži večkrat rečete, malo adrenalina, malo something mora biti tukaj, zato da jaz boljše funkcioniram. In 1000-krat ugotovljena ta logika, da vsak od nas ima neko optimalno cono, sicer eni bolj levo, drugi bolj desno zamaknjeno, o tem, kje je njihova učinkovitost v zvezi z strahom ali skrbmi, ali pa drugimi emocijami. Tudi drugi reče, rabim malo jeze, da sem bolj učinkovit in tako naprej. Ali pa zadovoljstva, veselja. Ta je princip, ki velja pravzaprav za vse emocije. Najti optimalno cono, kje je tisto, kjer jaz dobro funkcioniram, ne pa da je strah po defaultu negativen, kot čustvo in da nam vedno škodi. Smo pa začeli pri tem logiki. Strah in skrbi seveda vpliva na našo učinkovitost in na naše rezultate. Dajmo si pogledati, zakaj. Kaj so mehanizmi, ki vplivajo tam vmes, da mi spremenimo nekaj, kaj je tisto, kar spremenimo, spontano, minimalno, kaj je tisto, kar spremenimo, da to vpliva na naše rezultate, tako v športu, kot v poslu. Najprej ste že na uvodnih slajdih v tistem primeru videli, da strah in skrbi vplivajo na naše vedenje, na naša dejanja, na naše aktivnosti. Na funkcionalen in na nefunkcionalen način. Fight, napad, mobilizacija energije, zato da bomo začeli akcijo, da bomo aktivno reševali to, kar delamo, da bomo delali, to je funkcionalno takrat, ko je strah v prej omenjeni optimalni coni. Če pa pridemo ven iz optimalne cone, potem pa začnemo s prehitro akcijo, lahko kaj porušimo, delamo napake, tako kot naš smučar prej in tisti prodajnik. Če se preveč izogibamo, lahko gremo v napačno smer, v drugo nevarnost, ki je pa na drugi strani. Seveda pa funkcionalno nam pa omogoča, da vsaj začasno se malo umaknemo in da lahko malo premislimo, kaj se tu dogaja in boljše ocenimo zadevo. V free situaciji na nek način je koristna čakanje do neke mere, za nekaj časa je koristno, zato ga dobro premislimo, mobiliziramo in opazimo, kaj se dogaja okrog nas. Če pa predolgo traja, pa ni koristna, ker se ne soočamo z problemi, ki pridejo. To je prvi razlog, zakaj
kako, po kakšnih mehanizmih lahko strah in skrbi vplivajo na naše rezultate. Zato, ker vplivajo na naše vedenje. Mi spremenimo nezavedno naše vedenje ob tem. Seveda, kot smo že rekli, na zelo nezaveden in minimalen način. Ja? Naslednja stvar, ki je pomemben mehanizem sploh za vas odločevalce, da strah vpliva na našo kognitivno procesiranje. Kaj to pomeni? Če je strah pretiran, če so skrbi pretirani, če jih ne rešimo, je lahko naša pozornost preširoka ali pa preozka. Imamo tunnel vision ali pa hočemo vse obravnavati. Koncentracija je lahko na mestu ali pa ful preskakuje ali pa preveč fiksirana na mestu. Zakaj vam to kažem? Zaradi tega, ker to se predvsem trenerjem, s katerimi sem delal, pa z vami vodje dostikrat dogaja. Na nekem mentalnem, kognitivnem procesiranju spremenimo naše funkcioniranje. Lahko se preveč s temnimi mislimi ali pa preveč z optimističnimi mislimi ukvarjamo v pretiranem strahu. Lahko imamo ful nekega spomina in zmešamo ogromno enih podatkov ali pa rečemo, glej, nič se ne spomnim, vse sem pozabil. Naše sklepanje je lahko zelo distorzirano, zelo biased in tako dalje in tako naprej. Na zadnjo bi vas posebej opozoril, ker ste večina vas odločevalci v pretiranem strahu in skrbeh, oziroma predvsem tistih skrbeh, ki jih ne obravnavamo, se dostikrat zgodi, da ali se odločamo prehitro ali pa prepočasni. Eno od teh dveh ekstremov se zgodi. In vse te kognitivne spremembe, ki sem jih tukaj opisal, pravzaprav vplivajo na vaše rezultate, ker vodite, ker odločate, ker morate imeti nove ideje, ker morate razmišljati, ker morate miselno procesirati, zato da vodite lažje. Spet, kako se to zgodi? Relativno nezavedno, minimalno in komaj opazno. Včasih pa zelo. Ja? Se vprašamo, zakaj pa se zgodi strah in skrbi in kognitivno procesiranje in spremembe v vedenju? Kaj so vzroki? Prej sem že omenil to definicijo. Strah nastane, ko ocenimo, da je nekaj pomembnega ogroženo. Ko ocenimo nevarnosti. Ta ocenimo izjemno pomembnega pomena. Zakaj? Zato, ker naša ocena, naša interpretacija, naša razlaga tega, kaj se je tu zgodilo, prišel je COVID, zgubljamo stranke, je lahko realna, delno realna ali pa nerealna. Naše čustvovanje, torej skrbi, strah, vedno nastane takrat, ko mi ocenimo. Naša ocena je pa lahko različna. Tu vam priporočam, da svoje skrbi in da skrbi drugih okrog vas, probate poslušati, a je slučajno ta ocena malo preveč biased, malo preveč nagnjena k pretirani nerealnosti. Ne vem, kako je v vaših situacijah, vendar dostikrat se zgodi, da slišimo sebe in svoje bližnje. Jaz vem, procentno se bo nekaj slabega zgodilo. V strahu dostikrat rečemo, jaz vem, da to slabo bo totalna katastrofa. V pretiranem strahu in skrbeh dostikrat se ujamemo v razmišljanje, jaz nimam nič sposobnosti, znanja, energije, moči, da bom to obvladal. Ali pa nimamo nobenih resursov pomoči, noben nam ne more pri tem pomagati. To so večinoma, ko dobro premislimo, ko se umirimo, ko stopimo malo ven od svoje skrbi, malo pretirana, zelo na meji nerealnih naših ocen, interpretacij, ki sem jih prej omenjal. Ja? Dostikrat smo tudi pretirano zaskrbljeni o tem, kaj bojo drugi rekli in tako naprej. Vse te interpretacije, vsa ta ocena okoliščin, v katerih smo se znašli, lahko pretirano vpliva na naše doživljanje strahu. Preden grem na rešitve in na priporočila, kaj pa zdaj tega, bi še eno stvar omenil, ki je v vrhunskem športu, pa tudi v poslu, izjemno razširjeno, žal. Razširjena zmotna prepričanja o tem, kaj strah je in kaj skrbi so, kaj skrbi povzročajo. Z veliko vrhunskimi športniki, trenerji in tudi poslovneži se še vedno moram boriti za temi prepričanji,
ki vplivajo na to, kako bomo mi strah, lasten strah in lastne skrbi obravnavali. Po eni strani imamo razmišljanje, ok, strah je slab. Zakaj? Zato, ker je sramota, zato, ker je šibkost, zato, ker če pokažem, bi bo to znižalo avtoriteto, zato, ker če bom njem govorili, bo to povzročilo še več strahu in tako naprej. Ja? Žal, bolj kot verjamemo tem prepričanjem, manj se soočamo z njimi. In potem meni vprašajo, pa je to res ali to ni res? Glej, jaz sem delal z vrhunskimi športniki, ki so olimpijske medalje osvajali, ne vem kaj se, in njih je bilo strah in oni so imeli skrbi. V čem je zdaj fora? In tudi njihovi trenerji. Je to normalno človeško čustvo ali povzroča vse te stvari, ki tu gor piše? Ali jih imajo tudi vrhunski, tudi podjetniki in tako naprej? Zakaj? Seveda, ker je to normalno človeško čustvo, ki se vklopi ob spremembah. Je pa ful pomembno, kaj z njim naredimo. Bolj, ko imamo te ovire in ta zmotna prepričanja, manj se bomo z strahom soočali. Ampak ga bomo pustili ob strani, ignorirali, ne hoteli imeti, ne pokazali in tako naprej. Jaz mislim, v mojih izkušnjah se je fulkrat pokazalo, da je to velika past za nadaljnje obravnavanje. Ok, v tem prvem delu sem hotel pokazati, ja, strah vpliva na našo učinkovitost in na naše rezultate, ker vpliva na vaše vedenje, na naše kognitivno funkcioniranje, tudi na telo, ampak o tem danes nismo govorili, predvsem, če bi šli v smeri stresa, kot poznamo veliko stresnih reakcij na strah, ker so naše interpretacije lahko zelo pretirane in ker se lahko ne soočamo z njim. In vse to se lahko dogaja dosti nezavedno in komaj opazno. Jaz namesto izogibanja strahu in izogibanja skrbem probam priporočati nekaj drugega. Podjetnikom, vodjem, menedžerjem, trenerjem, samim vrhunskim športnikom, ostalim ključnim kadrom v podjetju. Gremo v drugi smeri. Rečemo, ok, daj opazi svoj strah in skrbi. Saj je logičen, saj je naraven, saj je človeški hudiča. Sploh pa ob takih spremembah, kot je na primer COVID in podobne stvari. Tudi pozitivno skrbi na nek način. Ko jih opaziti, probaj sprejeti, normalizirati. To ni nekaj, kar je treba skrivati, zavračati in whatever, kaj s tem narediti, ignorirati, zanikati in tako. Dajte izraziti sebi ali drugim, vse ni važno, in zapisati te skrbi. Zato, ker bo pomemben del procesa, ker bo treba tu potem, ko to zapišem, oceniti, a so zdaj te skrbi realne ali nerealne. A to, kar me danes skrbi, bomo izgubili jutri vse naročnike, a je to realno ali nerealno, dajmo to oceniti. Malo drugače smučal, bom takoj odstopil ali ne bom, dajmo to realno oceniti. Nekatere skrbi so večje, druge so manjše, bolj, ko jih napišem, bolj vidim, kaj gre bolj v ospredje, kaj gre bolj v ozadje. In potem je treba ta realne skrbi, ta bolj pomembne skrbi obravnavati in probati poiskati možne rešitve. Če so skrbi nerealne, jih pustimo ob strani, če so majhne, jih pustimo ob strani. In ta proces od 1 do 6, ki sem ga zdaj opisal, vam toplo priporočam, trenerjem sem priporočal tudi zdaj, da to vključite v proces strateškega odločanja. Ker včasih nezavedno se odločamo v neke smeri, pa sploh nismo svojega strahu opazili. Ne bi šel v tej smeri, 3 pikce, zakaj ne? Ja, zato, ker ne vem, ne znam izraziti. Ja, zato verjetno, ker me neki strah in me preveč skrbi. Če bi to napisal, če bi to normaliziral, če bi ocenil, a me realno skrbi, ali je to ustrezna skrb, ne, mogoče bi šel v tej smeri. Za tem procesom, da smo od 1 do 6 vključili v proces strateškega odločanja, ki ga itak znate in ga morate vsak dan delati, bo najverjetneje vaša skrb obravnavana, ne pa zanikana in puščena ob strani. Če bo zanikana in puščena ob strani po prejšnjih scenarijih, ki sem jih prej razložil, bo najverjetneje nekako vplivala na vas. In če boste pa ta proces naredili, pa je velika verjetnost, da boste nehali se pretirano napadati, umikati in tako naprej, kot smo prej rekli. In tukaj vam želim zavestne in minimalne in komaj opazne spremembe vašega strahu in skrbi.
To je konc prvega dela. Saša, imate kakšna vprašanja zame oziroma? Najlepša. Se je kaj nabralo? Se slišimo? Ja. Vse. Okej. Tako, ja, predavatelj je izrazil željo, da se vprašanja kar zastavi, da se vklopite. Torej, kdor ima vprašanje, naj kar dvigne roko in mu bomo dali besedo. Toliko časa imamo pa eno vprašanje. Vmes, koliko sploh lahko vplivamo na naše odzive zaradi strahu in kako? Na naše odzive zaradi strahu bi še eno ljudsko verjetje spremenil. Lahko vplivamo. Velikokrat imamo ljudsko verjetje, ok, čustva so me prevzela in ne morem vplivati na njih. Not true. Če probamo slišati sebe, zapisati skrbi, zapisati naše strahove in jih gledati od daleč, z distanco, je to en od bolj učinkovitih metod, kako lahko začenjamo obvladati svoje skrbi in svoj strah. Ja? To, kar sem na koncu povedal. Najprej poslušati, zapisati, če sem je tu strah, sploh takrat, ko se mogoče prevelika intenziteta strahu malo umiri. Ja? In potem začeti razmišljati v drugi fazi, koliko je to realno, nerealno in tako naprej. Odmakniti se ven od situacije, pogledati oddaleč, kaj je točno, kaj me skrbi. To je en pomembnih mehanizmov, kako lahko začnete z obvladovanjem stvari. Seveda je pa potem naslednji korak pomemben in to je, ok, now do something. Če je realna skrb, je treba poiskati rešitve. Če ni realna, ok, lahko daš kljukico. Ok. Vprašanje, mislim, da se še pripravlja. Mogoče... Evo. Vi ste strokovnjak, ali na TV-ju opazite direktorja politika, ki ga je strah? Se pravi, če vi lahko prepoznate strah v človeku. Ja, kaj ne rečem. 20 let sem gledal športnike zelo detaljno, ampak odkot jaz prepoznam izveden iz tega, kako performirajo, kako so performirali prej, pa kaj potem kasneje in se seveda to da opaziti. Je pa res, da pač želim biti etičen, to normalizirati, tako kot sem danes tudi naredil, da je seveda ob nekih spremembi, ob nekih težkih, zahtevnih okoliščinah skrb in strah normalno človeško čustvo in hvala Bogu po eni strani, da je tam. Ga potem od tu naprej ne obtožujem, ne katastrofiziram, ne rečem, to pa je zdaj groza in ne vem kaj. Drugače pa ja, opazim pa ga, ja. Ok, super. Se pravi, gremo po postopku, da izrazimo svoje strahove in jih ocenimo. To bi bilo za prvi del vse, zdaj pa gremo, mislim, da kar na drugi del, ker Rok ne vidim, da bi bilo še kakšno vprašanje, tako da predlagam, da kar začnete z drugim delom. Ok, dobro. Drugi del bom bolj posvetil drugim. Če sem prvi del bolj vam posvetil, dajmo drugim, kako voditi druge pri teh spremembah, ki najverjetneje, ja, imajo podobne reakcije, ki smo jih opazili tudi pri vas v prvem delu skrbi in strahove. Ampak zdaj se bomo še enih drugih reakcij malo dotaknili. Čeprav vse, kar je na prvi del, tudi lahko pri svojih zaposlenih seveda opazite in probate na približno isti način intervenirati. Ja? Torej imamo scenarij, spremembe okoliščine pravzaprav terjajo neke spremembe v podjetju. To, če se malo pohecam, vam ni treba posebej razlagati. To sami dobro veste, če ne bi bili danes tukaj. Ja? In zato, da bomo prišli do rezultatov tudi v spremenjenih okoliščinah, moramo narediti neke spremembe. Karkoli je že to, ali moramo spremeniti produkt, ali potencialne stranke, nekam drugam se obrniti, ali spremeniti delovne naloge, procese znotraj nas, komunikacijo, razmišljanje sebe, svojih mindset ali karkoli. Veliko stvari bi lahko tu naštevali. Verjetno targetirate na marsikaj znotraj podjetja, kar je ob zunanjih spremembah treba narediti. Ampak vse to ima neko isto podstat. Te spremembe v podjetju bodo naredili ljudje. Noben drug. In jaz se tako v športu kot zdaj večkrat srečal z vprašanjem, ok, zakaj ne naredimo sprememb, za katere vemo, da so potrebne in koristne? Kako to?
Dostikrat se nam to zgodi. Trener mi reče, pa glej, ta smučar, ki je prej tam dol hodil, pa saj njemu jaz tumbam. Jaz mu 100-krat rečem, dej, smučaj tako pa tako, kot si lani, saj točno vema, 1000-krat gledava posnetke, pa še kar ne spremeni. Pa on sam tudi to ve. Saj razumem, da bi rad in on ve, kaj mora. Pa ne naredi spremembe. Ne naredi spremembe v željeni smeri. Pa z vodilnim kadrom, ki zdaj delam isto, mi rečejo, ja, pa saj vejo, da je prav. Ok, dajmo si pogledati par tipičnih psiholoških mehanizmov, ki vplivajo na nas, na človeška bitja, da ne naredimo spremembe. Kljub temu, da vemo, da so jih potrebno narediti. In dostikrat osebno v osebnem svetovanju ali pa na delavnicah probam postavljati ta vprašanja. Jaz vem, da moram narediti X. Ok, jaz si želim narediti ta X. Jaz sem motiviran, da bi ta X naredil in ta X je sprememba. Meni je celo zelo jasno, da bi bilo prav in koristno, da bi ta X naredil. Jaz čutim, da sem sposoben, da imam pogoje, čas in celo vodja in drugi mi pravijo, da naj ta X naredim. Meni je jasno, da je ta X pomemben zame, za moj tim in za firmo. Če me catch, da jaz to naredim z odlašanjem na pol, dolgo časa, nekvalitetno, nedokončan, z neko zavoro delam, ali pa da te spremembe dejansko sploh ne naredim. Čeprav tako kot zgoraj piše, se jo zavedam, da bi bilo prav in tako naprej. Kje so tisti psihološki mehanizmi, ki nas dostikrat človeška bitja, tako vodilne kadre, kot druge kadre, ključne, kogarkoli, ovira pri tem, da bi spremembo naredili, čeprav na nekem racionalnem nivoju, z neko motivacijo, vemo, da jih moramo narediti. Ja, motivacija je neka sila, ki poganja naša dejanja. Imamo predpostavko o tem, da motivacija bi naj spremenila naša dejanja, naša vedenja in s tem bi prišli do rezultatov. In imamo v ozadju prepričanja, da ko so spremembe, motivacijo za spremembo vlečemo iz tega, da se zavedamo in da razumemo neke razloge, da se moramo spremeniti. That's for a start. Jaz se sprašujem, a je to dovolj? Sem videl preveč kvalitetnih kadrov, športnikov, vrhunskih, ki pravzaprav to ni bilo dovolj, ker se je zgodilo še nekaj drugega. Pride vodja k meni in rečem, ok, jaz se ne izkopljem iz operativnega dela, premalo vodim ljudi, zato so moji ljudje manj samoiniciativni, preveč čakajo, manj si upajo, manj znajo. Trpi celotna naša produktivnost. Jaz vem, da to ni ne dobro, ne zame, ne za moj tim, ne za podjetje, ampak jaz še vedno ostajam na istem vzorcu. To je tipični primer tega, kar sem prej opisoval. Vodja se zaveda, da bi spremembo bilo potrebno narediti, vendar je ne. In s tem je opisal problem. Kaj spontano dela v glavi? Vsi to delamo. Spontano rečemo, ja, pa imamo veliko dela, pa naročniki pritiskajo, pa roke moramo dosegati, pa nadrejeni, pa bla, bla, bla. Torej, spontano v glavi iščemo vzroke. Iščemo vzroke, zakaj mi ne spremenimo, ostajamo na istem vzorcu, čeprav vemo, da bi mogli tu nekaj spremeniti. In te vzroke spontano, by default, najprej najdemo v zunanjih okoliščinah. In se tega niti ne zavedamo dobro. In pol čez nekaj časa rečemo, ok, sej bo. To vse skupaj se mora samo malo umiriti, ta COVID mora iti mimo, pol bom pa jaz spremenil to, kaj moram spremeniti. In s tem smo našli rešitev. A res? Našli smo rešitev v svojih željah. A so te želje realne ali nerealne? A se je situacija umirila? A je COVID prišel pa šel? A je konkurenca pri onem smučarju zdaj, kaj pa vem, malo slabša čez 2-3 tekme? Ali je ostala isto dobra, kot so v pripravljenem obdobju nekaj več naredili? Spontano smo našli rešitev v lastnih željah. Spet se nam je to zgodilo na nekem nezavednem, minimalno in komaj opaznem nivoju. In prva ovira, morda pri nekaterih ljudeh najpomembnejša ovira je,
da iščemo rešitve v nekih željah, da bi se naj zunanje okoliščine spremenile. Naša miselna reakcija na okoliščine, ki so se spremenile, je dostikrat približno taka. Ko se bodo okoliščine spremenile, pol se bom tudi jaz. In se tega dostikrat niti ne zavedamo. Kaj je naša čustvena reakcija? Zanimivo, dost pozitivna, bi rekli prej. To je še en razlog, zakaj bi jaz ukinil pozitivna pa negativna čustva. Prijetno upanje se pojavi. Da pa ja, dajmo malo počakati na okoliščine, ki se bodo spremenile. In ta čustvena in miselna reakcija nam privede do vedenjske reakcije, kjer mi čakamo v upanju in čakamo v upanju, da se naj že končno okoliščine spremenijo. Včasih ja, super in smo vsi veseli, včasih pa ne. In zapademo v nezaveden efekt, da če se okoliščine ne spremenijo, na kaj smo čakali, tudi mi ne naredimo spremembe. Prvi, zelo pomemben razlog, zakaj ne naredimo spremembe, ker nehote čakamo na prave okoliščine. Da, kako? Zelo nezavedno, da sami ne opazimo. In verjetno ste podoben scenarij že videli tudi pri vaših zaposlenih in pri vaših samih. Vsake toliko časa se zgodi. Neopazno nas zajame. To je številka 1. Dajmo iti naprej pri istem primeru. Tega istega vodjo vprašam, okej, kaj pa delaš, da v bistvu se ne lotiš spremembe? Ja, jaz delam operativno delo in to sam zelo pazljivo, natančno, počasi, s prekinitvami, ker me drugi večkrat zmotijo. In ko vprašam, da je odkriti, zakaj delaš to? Ker če to delaš, potem se ne moreš posvetiti tistemu vodenju, ki si sam želel. In veš celo, da je bolj primerno za tvoje vodenje celotnega podjetja. Pa ja, to naredila zato, ker mislim, da tako naredim najboljše, pa najhitrejše, pa če bo kakšne napake, bo katastrofa, pa moram biti pazljiv za to, pa če ne pomagam takoj, nisem slab vodja in tako naprej. In vidimo, da naše vedenjske reakcije so ponovno povezane z našimi miselnimi reakcijami, torej nekimi prepričanji in predpostavkami, ki jih tukaj imamo. In zato se ne moramo odlepiti od prejšnjega stanja in od prejšnjega dela. V naše nekoristno vedenje, na primer to, da ne naredimo spremembe, nas vodijo naša prepričanja. In večinoma prepričanje o tem, da neka sprememba, ki bi jo naredili, naj ne bi bilo okej. In da stanje, kot je v redu. In da je to najboljše. In ta prepričanja niti dostikrat ne opazimo. V naših glavah ostanejo kot nezavedne, komaj opazne spremembe. Vendar, tako kot je tu napisano, vodijo naše vedenje. Ta naš vodja še vedno ni spremenil svojega vzorca vodenja. Zakaj ne? Ker ga te miselni prepričanja pravzaprav držijo v krču in držijo v prejšnjem stanju. Da še vedno dela sam, pretežno, pazljivo, natančno, počasi s prekinitvami in da pravzaprav ne vodi svojih ljudi. V zadnjih 2 letih sem opazil veliko miselnih ovir, ki pravzaprav tako vodjem, tako nadrejenim, podrejenim ovirajo. Dajte si jih miru malo prebrati. Še več bi jih lahko napisal. Ampak to so povzetek tistih najpogostejših. Zakaj ne bi spremembe? Kjerkoli spremembo je že treba narediti. Ali delovnega procesa, ali delovnih nalog, ali načina komuniciranja, ali drugega produkta, drugih strank, karkoli. Mi vidimo racionalno, da je spremembo treba narediti, vendar iracionalno se pojavijo določene miselne ovire, ki jih niti ne zaznamo. Na različne teme. Ja, pa je ogrožena varnost, pa ne vem, kaj bo. Pa mogoče bo težje, pa ne bom tako dobro naredil, pa joja, pa jaz to znam, joj, pa to jaz nisem več jaz in tako naprej. Pa ni še tako hudo, pa saj bo šlo in tako dalje in tako naprej. Torej, drugi razlog, zakaj ne naredimo sprememb, drugi psihološki razlog,
je, ker nas nehote zavirajo naša prepričanja in neke miselne ovire. Ne, da bi se tega dejansko dobro zavedli. Number 2. Številka 3 je še tretji mehanizem, ki tu deluje. In to je počutje ob tem pravzaprav tudi neželjenem vedenskem vzorcu, operativnem delu pri tem vodji konkretno, ki ga imamo pred sabo. Vprašam vodjo, kako se pa počutiš ob tem? Pa ja, pa sej imam slabo vest, pa sej vem, da ne delam tako, kot bi mogel, pa da bi mogel več delegirati, pa drugače to narediti. Ampak po eni strani pa imam neko zadovoljstvo od tega, imam malo ponosa, imam nekega olajšanja. Ja? Jaz sem zadovoljen s tem, da sem naredil dobro, pravočasno, da sem vse sam naredil in da sem še hkrati pomagal drugim. To mi je ful pomembno na nek način in zato se ob svojem, v oklepaju, zares nekoristnem delu za podjetje počutim tudi dobro. Torej ja, mi imamo neke subtilne, komajda zaznavne nagrade, včasih tudi za svoje nekoristno delovanje. Zadovoljstvo, ponos, odlajšanje in druga prijetna čustva. Torej še en razlog, zakaj prijetna čustva niso vedno tudi pozitivna in koristna, so nehote prisotna med našim vedenjem in delujejo kot neke vrste nagrade in ohranjajo naše vedenje na istem vzorcu, kot smo prej videli. Iz meseca v mesec, iz leta v leto celo. Ja? Žal ohranjajo tudi nekoristno vedenje, ki se ga na zavestni ravni zavedamo, sem ga vseeno ponavljamo. Čist simpel, delamo tisto, ob čemer se dobro počutimo. In delamo v lupu zadovoljstva, ponosa in olajšanja. Tretji razlog, psihološki, zakaj ne naredimo spremembe, ker nehote nagrajujemo sami sebe za temi prijetnimi čustvi, za stara in nekoristna vedenja. In se tega niti dobro ne zavedamo. Ta mehanizem se ponovno zgodi minimalno in komaj zaznavno. Kar sem pozabil to napisati. Prej sem govoril o motivacijah in spremembah. Malo je treba opozoriti, da je to mit, da je motivacija notranja sila, ki nas bo vedno in povsod poganjala naša dejanja in do rezultatov. Ne, to je do neke mere mit, ker je tu še nekaj drugega na delu, kar sem zdaj hotel opozoriti. Sama motivacija dostikrat ni dovolj, treba je videti, da poleg motivov so neka prepričanja in miselne ovire, naprimer to, da bomo čakali na spremembo, naprimer to, da je ogrožena naša varnost, naprimer to, da bo naša identiteta ogrožena, naprimer to, da ne znam, ne zmorem in tako naprej. Tudi ovirajo, kljub temu, da imamo motive, ovirajo, da bi mi šli spremeniti naše vedenje. Tretji mehanizem je pa neko nezavedno, subtilno naigrajevanje z nekimi prijetnimi čustvi, ki ohranjajo nas v starih vzorcih. To so torej 3 mehanizmi, zakaj ne naredimo spremembe. Iz tega bi sledilo priporočila, kako drugim tukaj pri tem pomagati. In sebi, seveda. Ne glede na to, da sem prvi del bolj namenil vodenju sebe, pa drugem bolj vodenju druge, so isti mehanizmi, ker so osnovni človeški mehanizmi, držijo tako za vodje, kot za zaposlene, kot za lastnike, kot za trenerje, kot za kogarkoli, vrhunske športnike in tako naprej. Vsakega posameznika. Jaz priporočam, da ustvarite kulturo, mi vodimo okoliščine, ne one nas. In da vsem pokažete, da se pri vas ne čaka na okoliščine. In da se zahtevate, pričakujete, da zaposleni in vi sami kot prvi naredijo spremembe prej. Seveda je treba racionalno pomisliti, a je včasih smiselno malo počakati. Okej. In general, predolgo čakanje še nobenemu ne podjetniku, ne vrhunskemu športniku ni koristilo. Ja?
Tu je pa treba paziti in biti pozoren na komaj opazne neizvršene spremembe. Čeprav vam ljudje govorijo, da so naredili drugače, da so naredili bolje, z nekim novim procesom, bla, bla, bla. Ni nujno, da zared so. Ker marsikdaj, zato jaz ves čas poudarjam, narediti je treba spremembo. Ne govoriti o tem, da bomo naredili spremembo. Ne reči, da smo motivirani za spremembo. In da se zavedamo, da je treba spremembe narediti. Treba jo je dejansko narediti. In to je za vodje zelo pomembno, da vidijo, da opazujejo, če so dejansko narejene. V drugem delu se malo čudno sliši, v drugem mehanizmu, ki sem rekel, imamo ogromno enih miselnih ovir in tudi mi sami in tudi vaši zaposleni pri tem, da bi spremembo naredili, se malo čudno sliši, zakaj prenehati motivirati. Zato, ker ste jih verjetno že prej, zato, ker ste verjetno vse, sploh če do spremembe ni prišlo, se je verjetno zgodil efekt, da pravzaprav ob vsem motiviranju, ob vsem racionalnih razlogih, da je treba nekaj spremeniti v podjetju, da je treba drugače zamenjati procese, bla, 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 ja. Če se sprememba ni zgodila, potem je s tem mehanizmom, s tem kladivom čas, da nehate. Mogoče nek drug mehanizem, ki vam bo tu pomagal. Tisti, ki je povezan z miselnih ovirah, ki jih je treba slišati, poslušati, reči v prvi fazi, ok, normalno je, da se upiramo spremembam, da imamo strahove pod spremembam, da smo jezni, da ne bi sprememb naredili in tako dalje, da smo zaskrbljeni zaradi varnosti, da smo zaskrbljeni zaradi svoje identitete, da ne bi in vse, kar sem napisal na onem slajdu. Kljub temu, da je to človeško, dajmo spet presoditi, a je to realno ali nerealno. A so te miselne ovire, ki jih imamo, mogoče zdaj na papirju ali pa v našem medsebojnem pogovoru, vas z vašimi podrejenimi zaposlenimi, ki jih zdaj imamo v pogovoru ali pa na papirju, lahko mirno rečemo, ok, je to realno ali nerealno, o čem se zdaj pogovarjamo, o tej oviri, ki smo jo zdaj odkrili. In ja, lahko stopite v vlogo, da jim pomagate te ovirajoče mišljenje spremeniti ali pa najti rešitve za realne ovire. Ja, mogoče v tem trenutku res nima kompetenc, ampak dajmo videti, mogoče resnično samozavest logično manjša, če se ga proba prestrukturirati v neko drugo delo, ampak to ne pomeni, da je to ovira, pri kateri bi se mogli zatakniti. Dajmo najti ovire, karkoli, izobraževanja, izpopolnjevala, whatever, samo zato, da bo ta ovira prešla. In povezano s tretjim mehanizmom, ja, treba je paziti na tako imenovano samonagrajevanje nekoristnih vedenj. Pazite na motivacijo, ni motiv še akcija. Zato, ker se nezavedno lahko vaši zaposleni in vi sami za nekaj starega, kaj hoče spremeniti, pravzaprav nehote, nevede v ozadju nagrajujemo. Ne, ni več to v redu, dajmo neka druga. Dajmo druge procese. Ko smo postavili druge procese, ko smo dali druge delovne naloge, je izjemno pomembno, da v teh začetnih fazah, da je vodja zraven in da pokaže na začetne dobre spremembe in spremembe v rezultatih. Zato, ker to služi kot neke vrste nagrada ali pa kontranagrada nekemu drugemu, ki ga je bilo treba spremeniti. In naredite zavestne in minimalne, komaj opazne spremembe. To je pa za drugi del. Ok, najlepša. Torej, kdor ima vprašanje, lahko kar dvigne roko in mu bomo predali besedo. Toliko časa imamo pa vmes eno aktualno vprašanje. Zdaj nas je zaradi covida vse strah. Kaj pa, ko se bo začelo cepljenje in bo to očitno kmalu? Ali je lahko takrat evforija še bolj tvegana kot paraliza zaradi strahu? Ful dobro vprašanje. Ne bi rekel evforija, ampak eno drugo čustvo. Jaz sem športnikom fulkrat rekel, number one emocija, s katero se je treba znati delati, je strah in skrbi in zaskrbljenost in vse na dimenziji strahu. Ker ko hočemo dobre rezultate, se vedno silimo nekam ven iz naše cone in hočemo višje cilje in bolj zahtevne in konkurenca nad tem prehiteva. Seveda smo v tej out of the zone
malo zaskrbljeni in moramo to nekako premagovati in se s tem soočati. Vejca. Ampak pol pa pride, ko pa uspešno, zaradi sprememb okoliščina, cepljenje se bo začelo, ali pa, zdaj pa sta se dva moja konkurenta poškodovala, takrat pa lahko pride drugo čustvo na delu, ki je number 2, s katerim se moramo znati tudi soočati. In to je zadovoljstvo, to je olajšanje. Po strahu vedno pride zadovoljstvo in olajšanje, sploh če smo malo nekaj dobrega razrešili, ali pa so se okoliščine, kot ste rekli, cepljenje spremenilo, nekaj od zunaj se je spremenilo in takrat lahko smo v fazi zadovoljstva, ki je ponovno prijetno čustvo, vejca, ni pa nujno, da je v tistem trenutku za nas koristno in pozitivno. Kaj športniki naredijo v zadovoljstvu? Intenzivirajo svoje napore ali zmanjšajo svoje napore? Izboljšajo svojo koncentracijo ali se malo dahnejo, pa popustijo v koncentraciji? Izjemno pomembno, dostikrat mi je ta smučar rekel, ful sem bil napet, da sem tisto najtežjo kombinacijo zdržal. Pol, ko sem jo zdržal, pa sem se sred proge malo preveč sprostil in sem pol odstopil. Zakaj? Ker je nastopilo zadovoljstvo, ker je nastopilo olajšanje. Hvala. Prejeli smo še eno vprašanje v chat. Imate priporočila, kako z najbolj enostavnimi pristopi, bolj v smislu besed, stavkov, pri sodelavcu ozavestiti tiste miselne blokade pri njemu, ki ga držijo nazaj pri spremembi? Seveda v upoštevanju, da se ne spustiš preveč na osebno raven. Dobro vprašanje. Zdaj, malo težko je tu na splošno reči, konkretnega primera na drugi strani ne poznam, ampak bom vseeno probal. Tu so vprašanja, ki grejo v tem smislu, poglej, zdaj že, ne vem, zmišljujem si, mirno rečeš, zdaj že en mesec govorimo, da bi bilo fajn, dobro, razumno, to pa to narediti. Še vedno nismo tega naredili, niste tega naredili, oziroma vam gre počasi, nismo prišli do rezultatov. Tako splošno vprašanje, kaj se dogaja? Drugo splošno vprašanje, kako to? Tretje splošno vprašanje, kaj pa vas ovira? Četrto splošno vprašanje, lahko gre mičken na emocije, vas kaj skrbi? Peto splošno vprašanje, gre malo na drugo emocijo, mogoče se vam kaj upira, pa tu ne bi. A vidite kakšne razloge, zakaj to ne gre? Dajte mi malo več o tem povedati. Lahko se obesimo tudi, ste mogoče probali, pa ni šlo. Kako ste se pa tega lotili? Mislim, da je to gospa Tina napisala, a ste dobili par? Ali še nadaljujem? Se zahvaljujem. Imamo še kakšno vprašanje? Zaenkrat nobene rokice ne vidim, da bi bila. Tudi vprašanj nekako ni. Evo, zdaj pa sem dobila eno vprašanje. Evo, kar izvolite. Ne. Ne, bila pomota. Jaz mislim, da smo počasi prišli proti koncu današnjega predavanja. V bistvu boste dobili tudi kontakt predavatelja, tako da ni problema, bo še kakšno vprašanje možno postaviti. Najlepša vam hvala, gospod Vičič, za vaš čas in za pripravljeno predavanje. Hvala tudi vam. Posnetek današnjega webinarja vam bomo tudi poslali, tako da ga boste lahko delili še s sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem, kot že rečeno prej, našemu predavatelju po webinarju. Verjamem, da se bomo kmalu spet videli na naslednjih SBC webinarjih. O vseh aktualnih terminih vas bomo sproti obveščali. Nekaj naslednjih pa. Se pravi, že v četrtek imamo s podjetjem AV Studio na temo v času koronavirusa se vse seli na splet. Optimizirajte vaše spletne strani za prihodnost.
in 2 SBC webinarja v naslednjem tednu, v torek 17.11. s podjetjem GENI, kako v naslednjih 6 mesecih ravnati najbolj gospodarno z elektriko, ter v četrtek 19.11. s podjetjem Deloitte, kako prepoznati in se izogniti poslovnim prevaram. Se pravi, kakšni so aktualni trendi na tem področju. Najlepša hvala vsem za pozornost. Ostanite zdravi in srečna. Nasvidenje. Najlepša hvala še jaz. Najlepša hvala. Želim vam konstruktivno, kvalitetno soočanje s skrbmi in tudi kvalitetno naslavljanje nesprememb, katere si dejansko želite, da bi se zgodile. Hvala. Hvala, lep pozdrav.